Obnova športne dvorane Bistrica poteka po načrtih, še letos pa naj bi se začela gradnja plezalnega centra tukaj za nami v športnem parku Slovenska Bistrica. Več o športnih naložbah v občini nam je povedal Boštjan Friedrich, direktor javnega zavoda za šport. Ja, kot vidite, so dela res trenutno potekajo maksimalno, seveda gre na roko tudi letošnja bolj mila zima, tako da smo veseli, da vse poteka po načrtih. Zaenkrat je dejansko vse po planu, kar se pa tiče same ureditve oziroma razširitve dvorane, pa tako, da bo v tem prizidku, ki ga vidite za nami, bodo garderobe, potem v zgornjem nadstropju večnamenski prostor za šolske obveznosti in pa rekreacijo, tudi pisarne bojo zgoraj in pa večja konferenčna soba, medtem ko bodo v starih okvirih bodo igrišča oziroma veliko igrišče z tribunami z obeh strani in pa tudi po širini bodo manjše tribune, tako da bo to res en prekrasen športni objekt, ki bo služil tako vrhunskemu športu kot rekreaciji in pa šoli. Tako da res smo veseli, da je vse tako, kot mora biti. Obnova športne dvorane je povezana tudi z izgradnjo zelenega parkirišča. Ja, res je, v tem delu so parkirišča že v preteklosti bila rak rana, tudi zdravstveni dom ima velike težave, tako da s tem parkiriščem bomo pridobili tako pri športni dvorani, kot pa tudi pri zdravstvenem domu, dejansko bomo razbremenili in s tem bomo pridobili ta manko, ki je prepotreben. V zaključni fazi je tudi razpis za izgradnjo plezalnega centra v športnem parku. Kdaj se bodo predvidoma začela dela in kakšen pravzaprav bo ta objekt, komu vse bo namenjen? Ja, zdaj za razpis je v zaključni fazi, tako da v letošnjem letu bo zadeva stekla. Dejansko gre za vrhunski športni objekt, namenjen tako športnemu plezanju, kot pa tudi rekreativcem, gasilcem. V glavnem, noter se bo lahko odvijale tudi različne dejavnosti, tudi šole bodo lahko izvajale svoj pouk in bo pa to res en prekrasen športni objekt tudi in bo nudil razvoj športnega plezanja tako na lokalni kot tudi državni ravni. Vemo, da imamo v Slovenski Bistrici enega najboljših športnih parkov v Sloveniji, pa vendarle kar nekaj objektov še kliče po obnovi. Ja, dejansko šport se razvija, infrastruktura prav tako in treba je slediti temu. Športni objekti pač potrebujejo nadgradnjo, razvoj in temu je treba slediti. Seveda se trudimo, tudi zahvala občini, da podpira šport in razvoj športa. Sledimo temu razvoju in v naslednjih letih bomo morali pač tudi razmišljati o nadgradnji športnega parka kot takega, se pravi nogometno igrišče, atletska steza, reflektorji, potem tenis dvorana je v zelo slabem stanju in tudi tukaj bo potrebno razmišljati pač o obnovi. Center borilnih veščin, kegljišče, v glavnem zadeve pač grejo naprej, čas gre naprej in temu seveda treba slediti. Seveda je treba omeniti še stadion oziroma nogometno igrišče. Ja, igrišče tudi dejansko je v takem stanju, da moramo razmišljati o posodobitvi. Tudi nogomet kot tak klub raste in potrebe se dvigujejo. Članska ekipa je tik pred tem, da pride v drugo ligo in seveda s tem tudi se povečujejo zahteve. Tako da delamo na tem in v naslednjem obdobju sigurno je športni park tisti, ki bo pač moral dobiti nadgradnjo. Evo, to je to, ne?